Pravkar je zvonilo in v 7. C so zaključili z uro slovenščine. Naslednjo uro imajo učenci na urniku izbirne predmete in Manuel se skupaj z ostalimi romskimi učenci odpravi k uri romske kulture. Tukaj se učijo o svoji zgodovini in tradiciji. Zakaj nimajo Romi svoje države? Ker niso imeli svoje zemlje in so se selili zmeri in so se preselili v Evropo. Romi so potomci nomadskega ljudstva, ki se je selilo iz kraja v kraj. Že pred 14. stoletjem so se iz Indije naselili po vsej Evropi. Danes jih tu živi 15 milijonov, v Sloveniji pa jih je okoli 10 tisoč in delijo se v 3 skupine. Prekmurski Romi so prišli z Madžarske, dolenjski z Hrvaške, iz Avstrije pa Romi iz plemena Sintov. Učencem se pridruži medtem, ko preučujejo zastavo, ki je skupna vsem Romom po svetu. Ker se za praznike zastava izobesi, prav vsak nariše svojo. Emanuel pa mi razloži njeno simboliko. Ta kolor rišem, ker so se ljudje veliko selili. Ta zelena barva pomeni sodo, trava, narava, vse to. Ta modra barva pomeni pa pod milim nebom svoboda. Romi imajo tudi skupno himno Dželem Dželem in so zelo znani po svojem glasbenem talentu in občutku za ritem. Ker se dekleta pripravljajo na nastop na prireditvi, se jim pridružim na vaji. Kakšne plese pa plešemo to? Trebušne. Trebušne. Imate rajši trebušne kot tradicionalne romske? Aha. Kje najrajši plešete? Kje imamo kakšno poroko, rojstni dan, če kdo ima, pa kakšno feste. Ko še Duško raztegne svojo harmoniko, nastane pravi žur, a? Tole je sicer slovenska na Golici, a vseeno koraki od punc so še vedno koraki njihove romske polke, pravzaprav še edinega romskega ljudskega plesa, ki ga Romi plešejo na Dolenjskem.